bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Takole hitro teče tale čas, enkrat se bomo obrnili in bo že leto 2018, ampak do takrat se bomo še kar nekajkrat videli. Zelo, zelo kmalu se vidimo na predavanju oziroma na dogodku, kjer bomo ustvarjali z makrameji oziroma ustvarjali bomo makrameje, se pravi delavnice s kristali, 21.11. v Ljubljani. Kakšno mesto je še prosto, načeloma pa lahko rečem, da je že kar polno, ampak dajte poklicati in pa seveda tudi povprašati. Je pa res, da v mesecu decembru tudi predavanje Sibirska fitomedicina in pa v decembru prav tako večer hvaležnosti. To je brezplačen večer, na katerega ste vabljeni, da prinesete tudi kakšne stvari, ki so uporabne, ampak jih ne uporabljate več, kajti namenili jih bomo družinam v Sloveniji, ki potrebujejo pomoč. Prav tako v decembru pa tudi energijske priprave na leto 2018 s kristalno terapijo oziroma z glasbeno kopeljo. To bo pa 21.12. Za dober konec tega leta in hkrati dober začetek naslednjega. Moram reči, da letos se mi je zgodilo kar nekaj stvari, za katere sem izjemno hvaležna. In eno izmed teh je tudi potovanje. In ne boste verjeli, kolikokrat se mi je na potovanju zgodilo, da sem v praksi videla kaj, kar sem slišala prej od naših gostov. Recimo tudi, kar se feng shuija tiče, sem recimo videla določene stvari ali pa zgradbe, ki so bile mogoče nenavadne in so ljudje potem povedali, ja, tukaj pa feng shui ima svoje prste vmes. In tudi letos bomo veliko govorili o feng shuiju, kajti zdi se, da je nadvse pomemben in ne da samo, da se zdi, vsekakor je. Zato dajmo malce osvežiti spomin in ugotoviti, kaj feng shui pravzaprav sploh je. Feng shui je starodavno znanje, s katerim lahko razložimo vplive in delovanje energij v določenem okolju. Hkrati pa je tudi umetnost, kako urediti okolje, da nas bo kar najbolj podpiralo v za nas ugodnih energijah. Feng shui sodi v sam vrh družbenih, kulturnih in znanstvenih dosežkov kitajske civilizacije. Na Kitajskem so namreč že pred tisočletji razvili matematične sisteme in metode, načine razlage, razumevanja in napovedovanja nam vidnih in nevidnih sil. Na Zahodu zaradi zapletenosti in kompleksnosti sistema se feng shui v svojem vidnem obsegu uveljavlja šele zdaj, v 21. stoletju. In v naši družbi je Tanja Glažar, lepo pozdravljena, dobrodošla. Živa, Jasmina, pozdravljena. Evo, veš, kolikrat se spomnim, da so se pogovarjale, pa si rekla, joj, Slovenci res ne moramo brez teh cipresov kroka, ne? Ali pa, da ene in iste napake velikokrat delamo, ker so moderne in tako naprej. In danes imamo priložnost, da govoriva o napakah. Ja, jaz tako, bom rekla, vedno gledam, da je okolje skladno. Nisem zdaj strokovnjak, da bom ocenjevala, kaj je arhitekt naredil v redu ali ne. Znam pa videti, da so energije skladne, da je dober pretok energij, pa tudi, kaj bi se dalo lahko še izboljšati v tem smislu. In nekako za danes sem pripravila eno tisto prvo stvar, ki jo najbolj pogrešam v slovenski pokrajini. To je oblika in pa velikost stavb. Kam kaj postaviti, na kakšno lokacijo, osončenost in tako naprej. Jaz mislim, da ima tukaj arhitekti zlasti na področju urbanizma kar veliko odgovornost, kaj je še dopustno v slovenskem prostoru. Kakor veš, jaz sem tudi kar veliko potovala po svetu in na Sardiniji sem opazila, kako so vse hiše narejene, tako kot bi rekli, copy-paste, skopiraš, prilepiš. Se pravi, vse imajo neko enotno energijo, enoten stil in počutiš se res, kada stopaš v to energijo, njihovo energijo, ta svet. Ni nekih izjemnih, ekstremnih odstopanj in to daje poseben vtis v tej deželi, dobiš ta pravlični, mehek in domač občutek. V Sedonji je tudi podobno, tam so ti rdeče kamenje in iz tega rdečega kamenja so tudi vse stavbe narejene. Jaz sem v Sedonji sem bila sicer, veš kdaj? A res si bila že? 22 let nazaj, zadnjič leta 95, ja, in jaz sem bila tako navdušena, poglej, kar kurja koža mi gre, ko se spomnim tiste energije na tistem področju.
in kako so lepo vklopili arhitekturo, to, ki je značilna za njihovo področje, za njihovo pokrajino. Ko sem se prvič čez Sedono peljala, sem rekla, o moj bog, to mora pa Tanja videti. In zdaj vem, da si že videla. Sem že videla, ja. No, niso pa naši gledalci videli vseh fotografij, ki si jih pripravila, dajmo kar pogledati, mogoče ta prvo in nam zaupaj, kje je tukaj težava oziroma... Tukaj ni težave. Ni težave. To je en krasen primer stare kmečke hiše oziroma manjšega posestva. To je slikano sicer na Koroškem, oziroma na meji med Zgornjo Savinjsko dolino in Koroško. In je krasen primer, kako so hiše orientirane, kako so postavljene rahlo na vzpetino, ampak še vedno tam, kjer se malenkost teren zravna, kako so orientirane strehe, se pravi, in tudi ta proporcij hiše, gabariti, rečejo strokovno arhitekti. In vsaka pokrajina ima neke svoje določene značilnosti. Recimo na Koroškem so mogoče malo bolj ti čopki prisotni, pa kakšni, ne vem, na Dolenjskem znamo te kozolce, pa okrog Bohinja tudi. Se pravi, ko pogledamo tisto arhitekturo, moramo prenesti sodobno to osnovo v sodobno arhitekturo in takrat lahko hiša diha z okoljem in mi seveda se dobro počutimo v taki hiši, ker nismo nek tur, nek tujek v domačem prostoru. Poglejva naslednjo fotografijo, ki si jo pripravila. Ja, to je res neverjetno, kjer se pojavi ena izredno močna fasada, se pojavi hitro še druga zaradi konkurence. Zakaj? Se pravi, ker vsak želi pritegniti energijo in pozornost nase in tukaj je pač to pokazano z barvo fasade. Tako da tudi to, kar sem omenjala, ker sem pač hodila po teh bolj turistično urejenih področjih, ki imajo že to arhitekturne, ko bi rekla, izjeme za sabo. Ko so se spet umirili, so predpisane tudi barve fasad. Jaz vem, da je tudi v Sloveniji predpisana barva fasad. A da je? Je. V vsaki lokacijski informaciji je to razvidno, vsake lokacijske informacije. Mogoče pa malce premalo so inšpektorji natančni in ljudje pač, ki naredijo tako izjemen kontrast na hiši in v okolici, ne nosijo nobenih posledic. Se pravi, po domače povedano, ljudje preveč pretiravajo z živim barvam. Tako, ja. Ker da se v hišo dobiti še drugače energijo, kot pa tako, da daš to strupeno zeleno ali pa strupeno oranžno. To ni edini primer, saj se dosti vozimo po Sloveniji, pa vidimo, da ponavadi taka stvar, ki izstopa. Saj meni je tudi všeč zelena barva. Ne bom rekla, da ne, ampak ne v takem kontekstu. Ampak kakšne bi mogle biti fasade, da so primerne, da so ustrezne, da daš tudi ti kot feng shui svetovalka svoj žegen, da rečeš, to je to? Vsekakor morajo biti skladne z okoljem. Če so na Primorskem, so lahko barve živahnejše. To je dejstvo. Če se sprehodimo malo čez Izolo, čez Piran, vidimo, kakšne so fasade in tudi kakšna opečnato rdeča je čisto v redu. Če pa mi govorimo o srednji Sloveniji, so pa to predvsem bela barva fasad in pa svetle zemeljske barve. Zemeljske predvsem. No pa saj tale je dal pa v zeleno, pač malo je bolj strupena zelena, ampak saj je pa... Je taka kot gost pomladi, ne, je kar precej bolj zelena. Se pravi, vedno moramo dati zmero, tudi ko kuhamo hrano, solimo počasje, nosujemo kilo soli, pa rečemo, ups, preslano, ampak vse se bo nekako razsolilo, če bomo dali še 10 litrov vode. Se pravi, žive barve ne pridejo v poštev kjerkoli je. Rdeča pa verjetno, jaz ogromno vidim Slovencev, da tukaj radi dajo živo rdečo fasado. Ja, zelo veliko je tudi na fasadi kontrastov. Tudi na Gorenjskem sem se peljala, oziroma v okolici Kranja, med Kranjem in Ljubljano, ker je ena hiša pobarvana kot lego kocke, v vseh možnih barvah, rumena, zelena, modra, rdeča, to se menjujejo te plasti. In tukaj jaz mislim, da bi lahko tudi arhitekti malenkost, ko gradijo hišo, svetovali, malo bolj svetovali strankam, naročnikom, kakšna fasada je primerna za njihovo hišo. Tako. Greva kar na naslednji fotografiji, da bomo prišli čez vse, a ne? Da se ne bomo ustavili prav samo pri fasadah. Se pravi, tukaj je en krasen primer hiša, ki je narejena po gabaritih, se pravi po teh merah, po proporcijah,
ki so značilne za notranjsko, enako naklon strehe, je sicer zelo moderna gradnja, vendar ne izstopa iz okolja. Ok, če ti tako praviš, pa bo že. Ja. Kaj si nam še Če pogledamo pripravila? levo od zadaj, vidimo hišo iz 80-ih let, ki ima naklon strehe 30-32 stopinj približno, ne? Ja. In to recimo ni značilnost notranjskih streh. Se pravi, tudi dejansko tole. No, zdaj pa tale me zanima, ne? Ja. To se zdaj kar postavlja te kocke. Ja, zelo velik, to je zelo sodobna gradnja, zelo moderna hiša. Jaz ne govorim o tem, kaj je meni všeč in kaj mi ni všeč, vendar vsaka taka gradnja sodi v določeno okolje. In recimo takale kockasta gradnja ne sodi na rob prostora, kjer sta bile recimo prej tista oranžna pa zelena hiša, ampak je to bolj v mestu. Bolj v mestu. Bolj v mestu, ker v mestu imamo te stolpnice, kocke in tako naprej. Nikakor pa ne, če tisto prejšnjo sliko, ki pogledamo, ne sodi na rob podeželja, na rob vasi. Katere so še tiste pogoste napake arhitektov oziroma kaj lahko seveda popravimo? Tukaj vidimo parcelo, ne? Tukaj samo parcelo. Tam, kjer je temnejše, je hrib višje, tam, kjer je svetlejše, se pravi na vzhodu, je pa dolina. Padec tega zemljišča je zelo ostar, 30 cm na meter. To je zelo velika strmina, tam, kjer je temno zeleno, tam, kjer je svetlo, je pa, se pravi, kot da bi šla v neko luknjo. In rešitev tukaj je bila, da se v to luknjo postavi bazen, in se s tem zmanjša ta nivo, razlika v nivojih med zemljiščem. To si ti predlagala? Ne. To je bil predlog arhitekta. Tega, ki je pač rejal okolico. Jaz sem predlagala, da se, če gledamo smeri neba, vidimo, da je hiša najvišja na sredini, tisti dolg pravokotnik, in sonce je na zahodnem strani. Se pravi, da je bazen bil postavljen totalno v luknjo in v senco, kar za podnebje v osrednji Sloveniji nikakor ni primerno, ker ta bazen tudi poleti ne bo osončen, ker mu hiša dela senco. Tako. Poleg krajine vsega. Je pa tisto, recimo, primerna lokacija za letni vrtni ogenj, ker je skozi v senci, pa tudi za letno kuhinjo. Se pravi, ko gledamo to, ne gledamo samo osončenosti in zemljišče, ampak tudi kateri element je primeren za katero področje. To je pa pač tisto, kar je zelo pomembno pri obliki in kraju. Se pravi, feng shui je tako mistično se sliši, a v bistvu je to zdrava kmečka pamet. Ja, tako. Tudi recimo, zakaj bi delali dva objekta? Enega za smetin, drugega za pesjak, naredimo en objekt skupaj. Ampak ali tisti, ki je to predlagal, se zaveda, da ima pes toliko boljše voha zadeve kot mi in kako bo trpel zraven vseh teh odpadkov, ki jih mi prinesemo tja. Se pravi, je treba vedno najti odgovorjujočo lokacijo glede na funkcijo prostora in tistega, ki to uporablja. Kaj pa znotraj prostora? Recimo, kar sem jaz prebrala je, da kopalnico pa spalnico ni fajn, da imamo skupaj. To verjetno izhaja, predvidevamo, da si to prebrala v kontekstu zaradi vodnih tokov. Mi se zelo izogibamo, da ne bi spali pod vodnimi tokovi. Potem, seveda, tam, kjer je pretok vode, tudi pretok energije. Za spanje mi potrebujemo mirno spalnico, mirno sobo, kjer se mi umirimo. In če imamo mi vzglavje oziroma postelje zraven kopalnice, je to zelo močen pretok energije. Zaradi tega ni to primerno. Seveda je pa, če je postelja na drugi strani, smo dovolj odmaknjeni in tudi izolacija naredi svoje, kar je vmes pač mogoče še garderobna omara, pa kakšen meter prostora okrog postelje mora biti, da se kje premaknemo. To pa je potem veliko lažje. Še kakšno fotografijo imamo, ki si jo pripravila? Ja, pripravila sem tukaj en tloris, ki je, namreč zasledila sem tako, da ljudje se zamislijo nek tloris, arhitekt to zriše, ali jih zelo upošteva, ali jih pa premalo upošteva. In pač ljudje smo si različni. In tukaj vidimo, da ko stopimo, spalnica je že lepo pospravljena gor, ko vidimo na vrhu ekrana, na spodnjem delu sta pa dve otroški sobi. In ko stopimo čez vrata v desno otroško sobo, vidimo, da stopimo direkt na posteljo. Po enem dolgem ozkem hodniku, se pravi, smo ustvarili energijsko cesto, ki je tam, kjer ne bi bil najbolj mirni del, spanje, je najbolj na udaru. Se pravi, ta otrok ne bo dobro spal? Tista lokacija ni primerna in tudi ta tloris z vsemi odprtinami in okni enostavno ni primeren za kamorkoli drugam postaviti to posteljo.
ker tudi po mirah ne gre. A ne? Se pravi, je bilo treba narediti drug tloris. Potem je pa še spodaj drug primer postelje, ki ima vrata za hrbtom. Temu se v osnovi izogibamo. Je pa v nekaterih, ampak tako bom rekla, v nijansah, res redkih primerih je to tudi gre skozi. Ponavadi pa se temu izognemo. No in tukaj je ta tloris, ki je popravljen. To je pa zdaj popravljeno? To je pa popravljen tloris, ja. In vidimo, je posla lepo pospravljena, a ne, v levi kot. Tale pa še ni obrnjena proti vzhodu, ampak to je malenkostno, ker so stene dovolj dolge, da se lahko postelja še vedno obrne v tisto smer. Ampak Tanja, ti vem, mi da sva že govorile, da ti dobro sodeluješ z slovenskimi arhitekti, ampak verjetno jih je pa še kar nekaj, ki verjetno ne vejo, da sploh obstajate ljudje. Tako je, a ne. Nekateri, jaz z arhitekti dobro sodelujem, se pa najde tudi kakšna izjema, ki pač ni pripravljena odstopiti od svojega pogleda. Večina arhitektov ima zelo veliko občutka za prostor in lepo naredijo in izdelajo načrte in krasno, ampak vendar tudi se posvetuje tudi statikom, kar se tiče statike. Jaz vem, da zgolj dober občutek je odvisen tudi od dneva, imamo dober dan ali ne. Tudi mogoče malo od našega, kako bi rekla, osebnega počutja in pa od stranke. In nekako stranka definitivno potrebuje arhitekta. Feng shui ne more sam zrisati načrtov in arhitekti so potrebni in zelo pomembni v projektiranju hiše. Vendar, tako kot potrebuje statika, potrebuje tudi feng shui svetovalca za, če ne drugega, za preveriti svoj občutek in energijske tokove, ki so v hiši. Se pravi, pretočnost, skladnost energij. Kaj pa, tole me še zanima, tvoj komentar, res na te ciprese, ki jih Slovenci tukaj radi dajemo za živo mejo? Vzdržljive so, kaj naj rečem, ampak Slovenija ni avtohtona s cipresami. Slovenija je avtohtona z dosti drugimi lepimi, krasnimi rastlinami in zakaj bi nekaj delali po najmanjši liniji odpora. Ti bi izbrala nekaj druga? Jaz bi izbrala sigurno tiso, mogoče bukov, breze, karkoli. Sam, da ni to. Kaj pa ogromno steklenih površin, recimo sploh v spalnici? Nekje sem prebrala, so delali raziskave, da ljudje, ki spijo za veliko steklenimi površinami, da se hitreje starajo, hitreje se jim gube naredijo in tako naprej, ker je neka podzavestna nevarnost. Mogoče, jaz tega sicer nisem tako zasledila, vem pa, da je pretočnost energij toliko večja in enostavno se naš duh, telo in se ne umiri. Ker mi imamo vedno občutek tega, da nas nekdo gleda. Se pravi, seveda, pri teh velikih zasteklitvah ljudje, želimo gledati spalnice, lep pogled ven. Ampak lepo te prosim, mi, ko spimo, nimamo nobenega pogleda ven, a je res. Seveda mi rabimo okna za tisti teden, mogoče imamo kakšno virozo, pa odležimo, da malo lepši svet gledamo. Ampak to ni razlog, da so dve stekleni steni čisto brez, mislim, odprtja, ker smo res takole, kot na dlani. Kot na dlani. Ja, in jaz tudi imam rada sedež, da se malo naslonim nazaj. Zakaj bi bila pol takole plavala v prostoru? Najlepša hvala, Tanja Glažar je bila v naši družbi. Hvala lepa, bomo upoštevali in upam, da se ti veliko arhitektov javi, da bodo rekli, lej Tanja, mi bi pa radi zdaj malo bolj s tabo sodelovali, oziroma da ljudje že sami zahtevajo, da je zraven tudi nekdo s takim znanjem. Najlepša hvala za vse informacije, ki si jih posredovala. Mi pa v oddaji Klepet ob kavi pripravljamo še marsikaj koristnega iz zanimivih področij, predvsem pa vseh tistih, ki nam omogočajo in prispevajo k temu, da živimo bolj kvalitetno. In kako se je recimo njemu to zgodilo, so se meni dostikrat te besede v ozadju ponavljale. Če se meni kaj zgodi, jaz sem bil zadovoljen. A veš, kaj najslabše je recimo, da veš, da človek je nesrečen, pa se mu nekaj zgodi, pa rečeš pa joj, pa to bi lahko še naredil, pa spremenil, pa tako naprej.